To se pravi, lep pozdrav tudi z moje strani. Gospa Andreja me je tako lepo predstavila, da nekaj ne rabim ponavljati. Seveda pa vam želim dobrodošlico na današnjem simpoziju, ki je nekoliko drugače zasnovan kot sicer. Vsi vemo namreč, da je ta korona čas, korona kriza pravzaprav izjemno spremenil nekako delovanje, celotno življenje čez noč pravzaprav, in smo se morali prilagoditi tudi nekako na drugačen način, dela na drugačen način, izvajanja raznih aktivnosti, tudi danes je tako. Seveda pa upamo, vsi skupaj si želimo, da pa vendarle ta virus, ki je med nami in nam nekako je pognal strah v kosti, ne bo preveč nekako vplival na naša življenja, preveč globoko posegal na naša življenja, kajti kot bomo videli, je izjemno povezan strah, stres, takšni in drugačni vplivi okolja, tudi na naš imunski sistem in na našo celotno zdravje kot tako. Zato bomo danes v današnjem predavanju, današnjem druženju skušali nekako pogledati, kaj pravzaprav je imunski sistem, kako deluje imunski sistem, ali mu lahko pri tem pomagamo tudi mi sami, in kot nam kaže naslov današnjega predavanja, tudi s pomočjo čebeljih pridelkov lahko enoznačno odgovorimo, da lahko so zelo dobro dopolnilo k zviševanju odpornosti našega organizma. Tako da, spoštovani zbrani, vabim vas, da ostanete v moji družbi in verjamem, upam, da nam bo tudi na tak način, kot ga bomo simpozij danes izvedli, izjemno prijetno. Najprej morda pogledamo nekaj tistih osnov, ki so pomembne, da bomo lažje razumeli, kako pravzaprav vplivajo izdelki, zdravila, prehranska dopolnila na našo odpornost. Torej, najprej se je potrebno vprašati in tudi odgovoriti na vprašanje, kaj pravzaprav odpornost je. Naj povem, da nas pravzaprav nenehno obkroža v vsakodnevnem življenju množica bakterij, virusov, ki živijo v našem okolju in lahko vedno povzročijo bolezen. In tem nekako, če jim rečemo napadalci, tem napadalcem smo nekako podobno ali celo enako izpostavljeni. Pa vendar, nekateri zbolijo, drugi ostanejo zdravi. Zakaj je temu tako? Odgovor se torej skriva v našem imunskem sistemu, v naši obrambni sposobnosti mehanizma, da lahko z temi napadalci opravi, jih uniči, torej je imunski sistem ali v dovoljšni kondiciji, da to zmore, ali torej ne. Poglejmo, kaj se pravzaprav zgodi, ko naši napadalci, mikroorganizmi vstopijo v telo. Naj povem, da se mikroorganizmi takrat pretrdijo na telesne celice in se začnejo v njih razmnoževati. Zdaj, če se malo osredotočim tudi na ta aktualni čas koronavirusa, tudi zato so ukrepi, kakršni pa so, z zaščitnimi maskami, neko distanco socialno in tako naprej, tisti, ki bi naj ta vstop že preprečili. To se pravi, da preprečijo mikroorganizmom, v konkretnem primeru virusom, vstop v telo, in takrat tudi imunski sistem ne rabi delati na zalogo. To se pravi, imunski sistem takrat pustimo še na miru. Če kljub temu, da te ukrepe izvajamo, vidimo, da jih izvajamo, pa vendar se virusna okužba v tem primeru širi, takrat pa nastopi in odloča tudi imunski sistem. Kako uspešni bodo v tem primeru koronavirusi, da pa ne bomo govorili samo o koronavirusi oziroma o virusu SARS-CoV-2, ampak tudi na splošno virusi, prehlada, grip in tako naprej, tudi na vse zadnje bakterije, glivic, ki nas obdajajo, kako uspešni so torej pri napadu, pa vedno odloča imunski sistem. Zdaj, kakšen je imunski sistem? Naj povem, da je izjemno zapleteno sestavljen. Danes ne bomo šli v podrobnosti oziroma detajle, bomo pa nekaj tistih bistvenih celic imunskega sistema vendarle izpostavili za lažje razumevanje. Torej, ena izmed najpomembnejših imunskih celic so limfociti. Kaj se zgodi? Limfociti se, kadar se srečajo recimo v konkretnem primeru z virusom, začnejo tvoriti protitelesa. In v teh primerih pogosto rečemo, včasih občutimo oziroma vidimo, da imamo otečene bezgavke, pazduh, dimlje vrat, včasih zatipamo takšno bulico. Naj povem, ja, to je znak, imunski sistem dela. Imunski sistem se bori, to se pravi, samo je zdaj vprašanje, ali je v dovolj dobri kondiciji, da zmaga. Naslednji taki pomemben organizem oziroma celica imunskega sistema so
makrofagi. Makrofagi pa ne delajo proti teles, ampak zanimivo, kar požirajo telesu tuje snovi. V tem primeru recimo viruse. Zdaj, včasih vemo, da rečemo, imamo gnojni izcedek iz nosu, izkašljamo taki gnojni izmeček. Ja, spet je to dober znak na nek način, kajti vidimo, makrofagi delujejo. Vemo, da v vsaki vojni so neke žrtve, nekdo pade in v tem primeru, če mi imamo neki gnojni izmeček, ja, nekaj se dogaja, imunski sistem dela in upamo, da bo spet zmagal. Torej, enostavno rečeno, imunski sistem se bojuje, vojskuje z napadalci. V kakšni kondiciji je pa torej potem odvisno, ali bomo mi uspešni, ali bomo podlegli takšni ali drugačni bolezni, ali pa na srečo zmagali. Tako da vidimo, da je pravilno delovanje imunskega sistema pravzaprav temelj našega zdravja. Njegovega delovanja, naj povem, ne čutimo. Včasih kdo v lekarni reče, imam neke pripravke, jemljem za odpornost, pa saj ne vem, če pomagajo. Rada rečem, če smo zdravi, nismo zboleli, super, torej delujejo. Skratka, delovanje imunskega sistema, še enkrat poudarjam, ne čutimo, vedno pa občutimo posledice, kadar ta ni učinkovit. Kaj se takrat zgodi? Takrat vemo, da hitreje obolevamo, pogosteje zbolimo, z več nekimi zapleti, bolezen se kar vleče, včasih kdo v lekarni potarna, ja, v isti pisarni sediva, za isto mizo sediva, pa jaz sem kar naprej recimo prehlajena, moja kolegica zraven pa poka od zdravja. To se pravi, imunski sistem igra veliko vlogo, kako bomo mi odnesli jo ob neki okužbi ali morebitni okužbi. Kdaj se nam torej, če pogledamo, odpornost zmanjša? Ponavadi, sedaj v jesenskem času se ponavadi začnejo neke viroze. V današnjem času, ko je strah pred korona okužbo izjemen, vam povem, sploh nihče ne upa več kašljati. V lekarni sem ugotovila, da imajo še vedno simptomatiko, ljudje prihajajo, rečejo, prehlajen sem, teče mi iz nosu, vročino imam, ampak nihče vam, povem, več ne kašlja. Zdaj, ali ne upamo priznati, ne upamo povedati, v glavno letos je kašelj da skoraj izginil, če malo obrnemo na šalo. To se pravi, jesen je, tudi letos se bo prinesla nekoliko več obolenj, pa ponavadi se vprašamo, zakaj. Dosti ljudi reče, ja, seveda, muhasto, hladno vreme je krivo, da se nam je odpornost zmanjšala. Naj povemo, da neke resnice je v tem, posledica tukaj je neka, vendar naj povem, da hladno, muhasto vreme je ponavadi vzrok temu, da se mi nekoliko bolj polenimo, da se lažje zavlečemo nekam na kavč, recimo, da smo manj aktivni, manj smo nekako zunaj, več se zadržujemo v zaprtih prostorih, tam je prenos okužb vedno bila večja, to vemo, vedno smo svarili ne hoditi v trgovske centre, ne se dotikati takšnih in drugačnih zadev, zračiti stanovanja in tako naprej. To se pravi, predvsem naša navadna kondicija v teh primerih pade. Poglejmo naprej, naslednji vzrok, hrana. Vemo, da je hrana z vitamini in minerali bistvena za naš imunski sistem oziroma za našo odpornost. Zdaj v teh lokalnih nekako območjih, kjer smo doma, še moramo vse pohvaliti, veliko večino hrane sami pridelamo, lokalno pridelamo, vemo, kaj jemo, in je poletje in tista zgodnja jesen, če rečemo, izjemno darežljiva z nekimi darovi, ki nam prinašajo oskrbo z vitamini in minerali. Pozna jesen, zimski čas, vemo, da je manj darežljiv. Takrat navadno že posegamo po kakšni konzervirani hrani, shramki, ki smo si jih sami pripravili, kar je še vedno pohvalno, vendar pa se je tukaj biološka uporabnost hranil izjemno zmanjšala. Da ne govorimo na drugi strani o trgovinah, kjer se police šibijo pod živo pisano množico takšnega in drugačnega sadja in zelenjave, vendar so raziskave pokazale, da pa je biološka vrednost spet teh hranil v zadnjih desetletjih izjemno padla. To se pravi, tudi tukaj je lahko velik delež vzroka ali krivde, da se odpornost zmanjša. Kaj pa stres?
O stresu pogosto govorimo, radi ga nekako obtožimo mnogih bolezni, ki jih povzroča, in res je. Stres je eden izmed glavnih krivcev za mnogo srčno-žilnih obolenj, za duševne recimo obolenja, potem razne psihične težave, tesnobnosti, depresije in tako naprej. Tudi je eden izmed vzrokov. Potem vemo, da stres vpliva na vse zadnje, tudi na to, da se nam odpornost zmanjša. Zdaj jesenski čas, vemo, začela se je šola, vrtec, na drugi strani še služba, vse to nekako dati v neko simfonijo je včasih prava umetnost, da ne govorimo še v tem trenutku o prisotnosti virusa SARS-CoV-2, to se pravi bolezni COVID-19, ki nas je nekako v določenih trenutkih na določenih mestah kar ohromila. Nikakor ne govorim, da stres ni potreben v življenju, vendar je znanilec mnogih bolezni, tudi na vse zadnje zmanjšane odpornosti. Ker sem rekla, da ga nikakor ne želim izključiti, mislim z tem v tej smeri, da stres je pravzaprav, vsi vemo, gonilo razvoja. Če ne bi bilo v preteklosti, v zgodovini stresa, bi mi vedno še živeli tam nekje v prazgodovini kot pračlovek in bi se srečali z stresom samo tu in tam, ko bi videli pripadnike drugega nekako klana. Danes vemo, da pa vendarle stres je na vsakem koraku in ta stres je pravzaprav tisti, do katerega smo kritični. Rada primerjam stres recimo z violino, z strunami na violini. Vemo, da taki prenežni prijemi strune na violini bo izvabil takšen meden zvok, ki ga ne radi poslušamo. Premočni prijemi na strune violine pa vemo, da struno uničijo, utrgajo. Popolnoma enako je z stresom. Preblagi stres ne vodi v razvoj, mi dejansko obsedimo. Ampak premočan stres, vsakodnevni stres, pa vendarle vodi v bolezni in tudi o tem nekaj besed še kasneje in posledično, kot pravim, tudi zmanjša odpornost. Kaj še zmanjša odpornost? Vemo, nezdrav način življenja, takšne in drugačne razvade, seveda pa tudi razne bolezni, poškodbe, težje diagnoze, ki jih človek izve, telesna in psihična utrujenost, o tem zelo pogosto govorimo, kadar človek nenehno dela, nenehno v akciji, pravzaprav odpornost izjemno pade. Vedno rada povem, v življenju je potrebna akcija in relaksacija. Kaj to pomeni? Še avto pustimo, da ima pogosto prosti, tega damo v ler, ampak sebi pa tega skoraj da ne dopuščamo. Iz česa izvira 7 dni tedna oziroma 5-dnevni delavnik? Zagotovo ni iz trte izvit. Vemo, da pogosto literature, študije navajajo, 1/3 celotnega deleža bi moral biti namenjen počitku. To se pravi, če ima teden 7 dni, 5 dni je namenjen delu, 2 dni nista iz trte izvita za počitek. Pa če pogledamo v realnosti pa vemo, kdo še ima danes 5-dnevni delavnik oziroma samo 5 dni v tednu, malo katera firma ali delo takšno ali drugačno. Ponavadi se delo zavleče še v soboto, da ne govorimo o nedeljah. To se pravi, časa za relaksacijo, za prosti tek telesa skoraj da ni več. Zraven potem prištejemo še ne samo službene obveznosti, obveznosti do družine, do otrok, do kvalitetno preživljenega časa in potem pravzaprav ta čas kar zmanjka in seveda potem tudi ni nepričakovano, da tudi odpornosti pri ljudeh kar šepajo. Včasih, če smo tukaj že pri relaksaciji, včasih ljudje potožijo v lekarni, glejte, celo leto delam, pa nisem pravzaprav bolan. Ampak, ko pa pridem na dopust, glejte, dan, 2, pa zbolim. Ja, to je znak, da smo bili preobterečeni, preobremenjeni. Zakaj? Namreč, ko smo mi držali telo vedno pod nekimi visokimi obrati, smo tudi imunski sistem držali pod visokimi obrati. Kakor hitro smo mi te vajeti spustili na dopustu, je vajeti spustil tudi naš imunski sistem. Spoštovani zbrani, vidimo veliko področje oziroma prijemališč, na katera lahko delujemo, da bo imunski sistem deloval. In čeprav na te stvari, kar sem sedaj govorila, dokaj dobro prepoznamo, na njih pomislimo, pa zelo pogosto pozabimo,
ali se pa premalo zavedamo, da pa je imunski sistem izjemno povezan tudi z vegetativnim živčnim sistemom. Kaj to pomeni? Naj povem, da se je pogled na imunski sistem v zadnjih desetletjih izjemno spremenil. Nekoč so raziskovalci menili, da je imunski sistem dela neodvisno, samostojno, da celice imunskega sistema, o katerih smo prej govorili, delajo ne glede na to, kar se v telesu dogaja. Danes vemo, da temu ni tako. Imunski sistem je povezan, kot pravim, z hormoni, z možgani in tudi, kar je zelo pomembno in se ne zavedamo, z našim nezavednim delom. Torej, imunski sistem je povezan tudi z čustvi, čutenjem, mislimi, hrepenenji in tako naprej. To se pravi, imunski sistem se odziva na vplive okolja in tudi na dogajanje znotraj nas. Tisto, kar drugi sploh ne vedo, kaj morda mi kakšno bitko bijemo v sebi, imunski sistem pa temu dobro sledi. Tako se je tudi razmaknila veja medicine, ki proučuje te odnose med duševnostjo, med našim počutjem, zaznavanjem in organsko boleznijo. Tudi uradna medicina, čeprav na tem področju lahko rečem, da precej šepa, veliko bolj v ospredju ali pa so tukaj pedantni, so pa recimo kakšne alternativne metode zdravljenja. Omenim samo morda homeopatijo, Bachovo cvetno terapijo. Recimo Bachova cvetna terapija izključno govori, vsaka organska bolezen ima osnovo v naši duševnosti. To se pravi, tukaj je še široko področje, kjer lahko delujemo. In če tukaj strnemo, torej imunski sistem, kot pravimo, je povezan z mnogimi drugimi viri, zato je pomembno v življenju prisluhniti in slišati. Ne samo druge, tukaj tudi bom zdaj mogoče malenkost poudarila, vedno govorimo o drugih, ne samo druge, tudi sebe. Tudi sebi je potrebno prisluhniti in tudi sebe je potrebno slišati, da lahko slišimo in poslušamo druge. In če smo rekli sedaj, da imunski sistem izjemno gleda, kaj se dogaja v okolju in znotraj nas, lahko tukaj vpletemo tudi ta letošnji strah in trepet, to se pravi virus SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19. Izjemno ta strah vpliva na naše zdravje. Vemo, da je pojav koronavirusa v nekaj dneh izjemno spremenil naš ustaljen način življenja. Ponovno smo v takšni in drugačni karanteni, ponovno imamo omejitve gibanja, ponovno se je vse umirilo, drvijo samo naše misli, ukrepi in tako naprej. In vse to seboj vleče ali pa prinaša tudi določene krize. Ne samo ekonomske, gospodarske krize, o katerih pogosto govorimo, ne samo zdravstvene krize, o katerih spet govorimo, tudi eksistenčno krizo prinaša s seboj. Kaj bo z menoj, kaj bo z družino in tako naprej. In to nenehen strah, nenehno spraševanje, utiranje poti med temi ukrepi in med življenjem kot takim, je zagotovo za posameznika izjemen, tudi za družbo seveda, izjemen stres. In stres, ne glede na to, kaj ga povzroči, vedno izzove enako alarmno reakcijo v našem telesu. Boj ali beg, kot že takrat v prazgodovini pračlovek. Ali se bomo bojevali, ali bomo bežali. In ne glede na to, kaj se odločimo, se v organizmu vedno odvijajo enaki procesi. Možgani začnejo delati hipotalamus sporočilna ledvični žlezi in ta začne izločati stresne hormone. Adrenalin, kortizol in noradrenalin. In ti hormoni so v določenih situacijah seveda pomembni, nujno potrebni, ko so pa izločajo ves čas v veliki količini, pa vplivajo na celoten organizem. Kaj se dogaja z nami pod stresom, takšnim in drugačnim? Vemo, da začnemo hitreje dihati, ampak veliko plitveje. Sploh si dejansko pljuč ne predihamo. Tukaj zdaj že baziram na tisto, kje bodo spet prijemališča, da se bo bolezen razvijala. To se pravi plitvo dihanje, ne predihamo pljuč. Potem se krvni tlak poviša. Vemo, kaj dela. Potne roke nastanejo mrzle, ker se nekako prerazporedi krvni obtok, to se pravi vpliva na celoten organizem. Ledvice trpijo. Vemo, da v takih primerih se tudi
vedenje prilagodi, budni smo, pojavlja se nespečnost, recimo, pozorni samo do določene mere na določeno stvar, vse ostalo je v megli. To se pravi, razmišljamo zelo, zelo osredotočeno na neko zadevo. To se pravi, celoten organizem se temu strahu, temu stresu prilagodi. Če je to dan za tem in če o tem koronavirusu govorimo leto, neprestano, kar naprej, gotovo seboj prinaša težave, tudi kar se tiče zdravja, tudi kar se tiče odpornosti. Seveda se vprašamo, ali imamo moč vpliva na trenutno situacijo, recimo na situacijo, kot ta stresna reakcija ne bi potekala. Ja, imamo. Povem, da izraelski kralj je že pred 3000 leti povedal taki znameniti rek: veselo srce podarja zdravje. Danes temu pritrjuje tudi stroka. Govorimo torej o optimizmu. Optimizem kot neke vrste oklep okrog nas, še vedno smo v dani situaciji, vendar nas vse potem ne iritira, ne vzburi, ne vzdraži, smo malenkost imuni tudi v tem smislu. Kaj je pravzaprav optimizem? Optimizem je opisano kot stanje, kot človek na svet gleda z nekim upanjem, kot pravimo, z nekim zaupanjem in pa ne glede na položaj, kjer smo se pojavili, pričakujemo dober izid. To je izjemno pomembno. Pričakujemo dober izid. Nekateri takoj, predvsem pesimisti, rečejo, to je nerealnost, to je naivnost. Nikakor ne. Optimizem ni nošenje rožnatih očal, da bi videli popačeno sliko vse rožnate barve. Ne. Optimizem je samo oklep in drugačen pogled na zadevo. Dajmo primer tistega znamenitega kozarca, kako ga vidita optimist in pesimist, recimo kozarec napolnjen, pa dajmo reči danes z medom ali celo medico, dajmo reči medico. To se pravi, kozarec napolnjen ponudimo do polovice napolnjen z medico. Pesimist bo dejal, saj sem dobil čist malo medice, skoraj da nič, prazen kozarec. Optimist pa bo dejal, koliko medice, skoraj poln kozarec se mi je dobil. To se pravi, enaka situacija, enaka zadeva, pa vendar gledamo z različnimi očmi, kar je izjemno, izjemno pomembno. Rekli smo, tukaj se sedaj ostavimo, optimizem vpliva na zdravje. Pomembno je, da smo optimistični. Ne samo zato, da bomo živeli dlje, ne samo, da bomo bolje prenašali stres, da bomo imeli manj depresij, da bomo bolj odzivni na terapijo, boljši potek kakršnekoli bolezni, naj poudarim. Ampak, ker danes govorimo o imunskem sistemu, optimisti so vedno bolj odporni. In pesimist bo spet dejal, res, ampak optimizem je do neke mere deden, bo dejal pesimist. Optimist pa ga bo popravil. Deden je, ampak se ga lahko tudi naučimo. Spoštovani zbrani, sedaj je čas, da se tudi optimizma priučimo, naučimo, da bomo lažje šli skozi življenje. In spodbudna novica, popolnoma vsi se rodimo kot optimisti. Dojenčki in majhni otroci so vsi optimisti, vsi so polni upanja, prepričani vase v svojo prihodnost, navdušeni v vsakem trenutku, ampak žal v neki točki, ne vemo v kateri točki, ta optimizem se izgubi, ponikne. Jaz sem prepričana, da ne umre, da morda samo zaspi in da moramo ga spet prebuditi, da bomo lažje živeli in danes, kot govorimo, da bomo bolj odporni. Torej, če se vrnemo nazaj na odpornost, zgradba in delovanje imunskega sistema smo videli, so izjemno zapleteni, načini, kako pa bomo mi to odpornost okrepili, pa so izjemno preprosti. Rekli smo zdrav način življenja in danes poudarjam zdrav način razmišljanja. Zdaj, kdaj pomislimo, da bi pa vendarle dodatno odpornost okrepili? Bodi si tako, da bi poiskali pomoč v lekarni z zdravili, prehranskimi dopolnili, ali pa, ker danes govorimo, poiskali čebelarja, apiterapevta, čebelje izdelke. Kdaj se bi to nekako poslužili? Skoraj da vedno, ko so osebe oslabljene, ko so bolezni, ko je vstop v šolo in vrtec otrok, ko je določen stres, sedaj je taka situacija gotovo prisotna, ko so pogoji, preobremenjenosti in tako naprej. In ker prihajam iz lekarne, nekaj besed ali pa nekaj pokukov še na lekarniške police.
Kaj bomo v lekarni ponudili, kadar potarjamo, da bi radi nekoliko bolj zdravi bili, imeli nekoliko boljšo odpornost. Zagotovo prvo pomislimo na ameriški slamnik, tudi na domačih vrtovih raste ameriški slamnik in prav je tako. Zdaj, ameriški slamnik ima veliko študij, tako kot deluje kot preventivno, kot kurativno. To pomeni, da če ga uživamo preventivno, upamo, da ne bomo zboleli, ker je imunostimulans, stimulira imunski sistem. Če pa že zbolimo, pa včasih kdo reče, ma kaj mi pa zdaj hoče pomagati? Lahko pomaga, kajti tudi hitreje bomo okrevali, preprečili bomo zaplete in boljše se bomo počutili. Torej, ameriški slamnik da. Vitamini, minerali, zagotovo, prej smo govorili, predvsem iz hrane in danes poudarjam, predvsem iz medu, tam je optimalno razmerje vitaminov in mineralov prisotnih, torej, če vsak dan uživamo vsaj žličko medu, takšnega ali drugačnega, zelo doprinesemo k vsebnosti vitaminov in mineralov. Zdaj, kateri so pomembni, predvsem izpostavimo vitamin C, vitamin A, vitamin E, pa tudi minerale selen, cink, železo. Vse to med, vi veste, bolje od mene vsebuje. Antioksidanti pogosto so povpraševani, recimo jagode črnega bezga, gozdne peške, koencim Q10. Vse to je smiselno dati v prehrano ali kakšen adaptogen, ki izboljšajo telesno odpornost proti raznim stresorjem, recimo značilna korenina moči oziroma ginseng je prav tako dobrodošel. Poglejmo še naprej, kolostrum. Kolostrum, tisto prvo mlezivo, ki ga zaužije otrok, ko se porodi od mamice, z dojenjem, zato toliko tudi se spodbuja dojenje in tudi pri vseh živalskih vrstah je tako. To se pravi, popotnica za življenje je kolostrum. Optimalno razmerje sladkorjev, maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin in pa tudi protiteles. Tako da kolostrum se dobi tudi v lekarni v obliki prehranskih dopolnil, kajti tako kolostruma bomo težko dobili. Naj pa tukaj poudarim, da je pa kolostrum imunomodulator. Kaj to pomeni? To pomeni, da imunski sistem ne bo samo stimuliral, kajti za razliko od recimo ameriškega slamnika, ki stimulira imunski sistem in tega včasih pri določenih težavah, boleznih ne želimo. Omenim recimo avtoimune bolezni, multiplo sklerozo, omenimo recimo presajene organe, takrat ne bomo posegali po imunostimulatorju, dočim imunomodulator pa bo moduliral, torej imunski sistem dajo v pravo razmerje delovanja. Beta-glukani, priporočljivi za imunski sistem, se ne prebavijo, samo se vežejo na črevesju in tam pomagajo pri aktivaciji imunskega sistema. V tem smislu lahko tudi omenimo probiotike, lonček jogurta na dan, zelo dobro se obnese lonček probiotičnega LCA jogurta z žličko medu, izjemno vsebuje vse te probiotične kulture, ki normalizirajo črevesno floro, ker ti probiotiki niso samo za zdravljenje driske ali pri prebavnih težavah, ampak naš imunski sistem, dobro počutje izvira iz našega črevesja. To se pravi, če pa pomešamo to z žličko medu, pa dobimo še vnos vitaminov in mineralov, ki jih potrebujemo. Aminokisline, sedaj jih izjemno omenim, tudi v prehranskih dopolnilih se dobijo v lekarni, namreč aminokisline so izjemno pomembne za delovanje imunskega sistema in potem bomo videli, izjemno veliko aminokislin vsebuje tako matični mleček, kot tudi cvetni prah in tako naprej. Medicinske gobe, riž, bran, vse to so pripravki, ki so v lekarni na dosegu roke. Pa vendar, sedaj se osredotočimo predvsem na čebelje pridelke, kajti tukaj smo zbrani na simpoziju o apiterapiji in če pogledamo na lekarniške police, šibijo se pod temi pripravki, ki se svetujejo, kadar želimo povečati odpornost. Ampak popolnoma vsi pripravki bazirajo na oziroma na pripravki oziroma na učinkovinah med matični mleček, propolis in cvetni prah. To se pravi, v tem se skriva neka skrivnost, neki čar, neko delovanje, ki ga bomo danes tudi pogledali.
Kot prvo želim izpostaviti matični mleček. Že dolgo poznan, vam veliko bolj kot nam. Malenkost povemo, matični mleček ima moč, zaradi katerih se iz enakih ličink, vemo, namesto navadnih delov razvijajo matice. To veste vi bolje od mene. In dolgokrat so se opazovalci čebel spraševali, zakaj matice živijo, boste potrdili, če ja, ne 5 let, delavka pa je samo dobrih 7 tednov. Ko so to raziskovali, so našli moč v prehrani. Matica, kolikor mi je znano, se hrani z matičnim mlečkom. Torej, tukaj se skriva neko delovanje, neka moč. Pa poglejmo. Izvirna barva matičnega mlečka vemo, da je bela, da se potem na zraku spremeni, ima značilen vonj, včasih v lekarni mi kdo reče, matični mleček bi, ampak ima taki neprijeten okus. Jaz vedno popravim specifičen okus. Ima grenki okus, s tem pomeni, da je pravi, da ni nekako razrečen. V vodi je delno topljiv, ima gostoto 1,1, rahel kisel, pH tam nekje 4 in zaradi svoje kislosti je tudi izjemno obstojen. Hraniti ga vedno rada rečem v temnem prostoru, na hladnem in če ga imamo pomešanega z medom, lahko tudi obstojnost povečamo in v lekarnah je tudi takšna kombinacija bolj nekako prisotna kot sam matični mleček. Tudi vemo, zakaj, ker ga je načeloma zelo malo in ker vemo, tudi drag je. Zdaj, kaj vsebuje takšnega matični mleček, da je tako iskan, tako čislan, veliko proteinov, prej smo že rekli, aminokisline za imunski sistem so izjemno dobrodošle. Glejmo, matični mleček vsebuje tam nekje 13% proteinov, 5% dobrih maščob. To so tiste prave, dobre maščobe. Pri maščobah vedno govorimo, so zdrave in so nekako nezdrave maščobe, pa vendar obojne morajo obstajati v nekem ravnovesju, v prid seveda dobrih maščob. Potem veliko mineralov, vitaminov, o katerih smo danes govorili, matični mleček ima to vse v optimalnem razmerju. In kje se bomo ostavili? Ostaviti pa se moramo pri edinstveni spojini, ki jo vsebuje samo matični mleček. To je trans-10-hidroksi 2-decenska kislina, v literaturi jo boste našli pod imenom HDA in poglejte, izjemno zanimiva spojina, ki deluje na imunski sistem in jo prištevamo kot imunomodulatorje. Tukaj se spet ostavimo. Imunomodulatorji, smo rekli, imajo veliko večji obseg, doseg tistih, ki jih lahko s tem, ne bom rekla zdravimo, ampak jim priporočamo za dobro počutje, za odpornost, za izboljšanje zdravja. Imunomodulator nima pravzaprav nekih interakcij ali stranskih učinkov ali kontraindikacij. Dočim tam pri ameriškem slamniku pa smo videli, čeprav je zelišče zdravilna rastlina, smo rekli, ne pri avtoimunih bolezni, ne pri multipli sklerozi, pri presajenih organih, matični mleček teh omejitev nima. In kaj je še bistveno pri tej spojini? Pri tej HDA spojini, kot smo rekli, da je edinstvena, naj povem, da vse, kar imamo v naravi in s pridom izkoriščamo za zdravljenje, slej ko prej ponovimo, kopiramo v laboratoriju, torej naredimo tudi sintezno. Tudi na vse zadnje aspirina, acetilsalicilna kislina izhaja iz vrbovega lubja, pa danes delamo samo sintezno. Seveda, več je pridelamo, imamo za celoten svet, zmanjšamo stranske učinke, vse to je res, ampak kako pa je pri tej učinkovini, ki so jo izolirali, ki so jo prepoznali kot odlično, torej trans-10-hidroksi 2-decenska kislina, naj povem, do sedaj je še ni uspel sintetizirati noben laboratorij. Nikomu na svetu še ni uspelo kopirati, ponoviti, pa čeprav verjemite, bi jo srčno radi. To se pravi, matični mleček dar čebel skriva učinkovino, ki je ni nikjer drugje. Poglejmo propolis, vemo, da so izkušnje ljudske medicine ogromne, da se propolis uporablja že od naših babic, dedov in tako naprej. Vemo, da smolnato substanco naberejo čebele, potem jo s pomočjo encimov sline predelajo, obogatijo, pa tudi z cvetnim prahom. To spet veste vi bolje od mene in da jo tudi imajo čebele kot zaščitno vlogo v panju pred okužbami. No,
To zadevo pa lahko prenesemo potem tudi na sebe, na človeka, namreč propolis varuje pred okužbami. Rada svetujem ljudem v lekarni kakšen košček sladkorja, če niso sladkorni bolnik, pa par kapljic propolisa, to poližejo, raztopijo v ustih, izjemno dobrodošlo, razkužilo, kadar so afte, kadar je boleče žrelo. Pa sedaj, če spet navežemo na koronavirus, ne poudarim, koronavirusi, nasplošno virusi, in nekako spravimo v svoje telo, navadno preko ust, preko nosu ali pa preko oči. Pogosto preko rok in ust. To se pravi, če bomo mi to izvali vsak dan, kakšno kapljico propolisa, bomo žrelo sproti razkuževali. Tudi, če nam kakšen virus zaide v telo, ga lahko na tak način zelo dobro onemogočimo, še preden se začne borba, ko danes govorimo, z imunskim sistemom. To se splača tudi v tem času izkoristiti. Kaj vsebuje? Rekli smo smolo 50%, 30% eteričnih olj, ki so prav tako izjemno pomembna. Kaj pa govorimo ponavadi eterična olja, če jih imamo v izparilniku v hiši, če nimamo nekih ljudi, ki so alergeni, lahko izjemno dobro delujejo protiglivično, protivirusno, protibakterijsko. Propolis ima ta eterična olja. In pa cvetni prah, o katerem bomo tudi sedaj še nekaj besed rekli. Pelod, torej cvetni prah, je proteinsko, beljakovinsko najbogatejši vir rastline in je tudi nujen za nekako razvoj čebeljega zaroda, to vi veste spet bolje od mene, in je tudi osnovna sestavina, kot smo videli, matičnega mlečka. Cvetni prah, to se pravi, predstavljajo vir beljakovin, tudi na vse zadnje za ljudi. Tisto zdravo zakladnico beljakovinskega ustroja. Naj povem, da je med beljakovinami, ki jih vsebuje cvetni prah, kar 50% esencialnih aminokislin. To se pravi aminokislin, ki so potrebne, da naše telo normalno deluje in da imamo mi telo v neki homeostazi, v ravnovesju in da tudi imunski sistem deluje dobro. Poglejmo še med. Med na koncu najbolj prepoznamo pri čebelarjih, pa se ga da vendarle na zadnje mesto, čeprav ga vedno radi imenujemo tekoče zlato iz čebeljega panja. Spet vemo, da med sestavlja okrog 200 različnih snovi, da mu določajo te snovi okus, vonj, barvo, aromo. In kar je meni tako lepo sporočilo je, da se vanj pretočijo najbolj hranljivi deli rastlin, ki pa jim čebele nekako dodajo svoj unikatni pečat. To se mi taka zelo spodbudna novica, kadar uživamo med. Med ne vsebuje samo tistega, kar pač smo že omenili, torej raznih vitaminov, mineralov, ampak tudi ogljikovih hidratov v obliki preprostih sladkorjev, tako da tudi diabetika kakšno žličko medu pa lahko zaužijajo. Potem danes omenjamo beljakovine, aminokisline, to se pravi med ima, kot sem že prej rekla, optimalno razmerje vsega, kar potrebujemo za normalno delovanje imunskega sistema. To se pravi, te 4 zadeve, kot smo rekli, med, matični mleček, propolis in cvetni prah, so izhodišča, ki jih je izkoristila tudi farmacija. Torej, ko narava in farmacija združita moči, dobimo mnogo izdelkov, mnogo pripravkov, ki jih vsakodnevno potem uporabljamo pri svojih družinah, ampak v tem primeru včasih rada rečem, ko ljudje prihajajo v lekarno, glejte, tukaj pa bi morda za kakšni propolis, za kakšen med, matični mleček, bi bil boljši naslov vendar kakšen čebelar ali pa apiterapeut. Tam vemo, od kod izhaja, kje je izvor in tako naprej. Seveda imamo v lekarni, kot pravim, se police šibijo pod temi pripravki, ponavadi tudi mešanice, matičnega mlečka kot takega pa je izjemno tudi v lekarni izjemno malo. Včasih pa ljudje povprašajo, kaj pa če bi si to doma kaj takšnega sami pripravili. Seveda, dobrodošla je tudi domača izdelava pripravkov. Vedno rada posvarim sicer pred kakimi nepravilnimi posegi ali pa nepravilno pripravo domačih pripravkov, ampak če smo realni, kaj pa hočemo zgrešiti z smrekovimi vršički?
Natrgamo, vemo, kje natrgamo mlade smrekove vršičke, jih operemo, posušimo, vemo, od kod smo prinesli med, od katerega čebelarja in to lepo damo macerirati, zavijemo v časopisni papir in pustimo stati, potem precedimo. Kaj pa bi lahko s tem zgrešili? Zagotovo nič. Imamo kvaliteten domač pripravek iz domačega medu, ki nam pride še kako prav v teh težavah, ne samo zmanjšanje odpornosti, ampak kadar še potem pomagamo našemu imunskemu sistemu, ko nas se loti ta kašelj, ki letos sploh ni dopusten. To se pravi, smrekovi vršički kot dober ekspektorans pomagajo izkašljati ta naš izloček iz pljuč. Črna redkev z medom, kaj je boljšega, kot doma pripraviti črno redkev, luknjico naredimo, damo, napolnimo z medom, podstavimo kozarček in čez noč bo ta med stekel skozi črno redkev, potegnil učinkovine črne redkve in se bo ta sok nabral v kozarcu, tega pa potem imamo, vsak dan kakšno žličko, 2 zaužijemo in bo izjemno dobro deloval na dihalne poti, tudi pri kašlju izjemno dobro deluje, v lekarni takega sirupa veliko prodamo, svetujemo, ampak to si lahko pripravimo torej doma. Velikokrat ljudje povprašujejo ingver, pa med in limona, popularna zadeva, ja, tudi to, da jaz rečem, dam kljukico, lahko se uporablja doma, včasih ljudem rečem, ni pa nujno, da je ingver. Lahko je naš domači lokalni hren. Zakaj bi kupovali nekaj, kar ni našega avtohtonega, če pa ima ta ingver in hren zelo podobno delovanje, skupaj z medom in z limono, pa so lahko odlična kombinacija za naš imunski sistem, za našo odpornost, o kateri danes govorimo. Torej, domača pridelava izdelkov v tem smislu zagotovo z domačim medom, z domačim propolisom in tako naprej. Kar se pa potrebno zavedati, pa so druge učinkovine, ki so pa vendarle pomembne, ljudje jih radi nekako doma imajo, recimo ameriški slamnik, in potem rečejo, tudi ameriški slamnik bi si pripravil sam, pa potem dajo koreninice, posušijo, potem pa jih naredijo v čaju. Naj povem, čaj iz korenin ameriškega slamnika ne bo imel nobenega učinka, kajti izlužili se v tem mediju, torej v vodnem mediju učinkovina ne bo, ali pa vse ne dovolj. Torej, vemo, korenina ima največ učinkovin, ampak jo moramo macerirati v alkoholu, da dobimo učinkovino, ki jo želimo. Šele takrat pa jo lahko potem vgrajujemo recimo tudi v med, tudi v propolis in v druge medije. To se pravi neko znanje, kje se učinkovina ekstrahira, koliko učinkovine bo šlo tam ven v medij, kakšna bo koncentracija. So pomembne stvari, tukaj moramo biti pozorni, drugače pa tudi kakšne cvetove, stebelca ameriškega slamnika v čaju je lahko dobra popotnica našemu imunskemu sistemu. In če damo žličko medu, še toliko bolje. Recimo, ljudje radi rečejo timijanov čaj, ja, timijan spet deluje na dihala, za žličko medu ne moremo pravzaprav nič zgrešiti. Tako, spoštovani zbrani, kar nekaj smo danes že obdelali, kar se tiče imunskega sistema, kar se tiče naše odpornosti, pa vendar še pogosto ljudje rečejo, imam prehranska dopolnila doma, imam med, propolis, matični mleček, cvetni prah, ponavadi rečem, imate vse, kar nam ponuja narava in na dobri poti ste, pa vendar, ali še lahko storimo sami kaj, doprinesemo, da bo imunski sistem dober, da bo lepo deloval. Zagotovo, vedno je tista preventiva veliko boljša, je smiselna in priporočljiva, zato vedno rada rečem, uravnotežena prehrana, to smo danes vse omenili, sedaj samo strnemo, potem rekli smo, zmanjšajmo stres in najdimo čas za sprostitev. Ni samo to ležanje in spanje, ampak je lahko dobra sprostitev družba, klepet. Torej danes, če bi časi bili drugačni, bi bila družba danes, sem prepričana, izjemno dobra v Mariboru, bi tudi skupaj poklepetali, pa verjamem, da naslednja leta spet se srečamo, ampak tudi takšno povezovanje, kot je danes, nam nekako daje upanja, navdiha in je lahko zelo dobra sprostitev.
Potem postavimo si prioritete v življenju, kaj nam je najpomembnejše. Ponavadi se za prvo mesto grebejo družina, služba, pa še kakšen hobi. Vse ne more biti na stopnički 1. Dajmo tisto, kar je najbolj pomembno, družina, potem pa najdemo vse ostale stvari, tik ob njej. Telesna dejavnost, ne pozabimo na njo, tudi v teh nekoliko hladnejših dnevih, meglenih dnevih, oblečimo se, sploh če imamo otroke, pojdimo ven, nabirajmo liste, opazujmo jesen, glejmo, kaj nam narava pravzaprav ponuja. Vi, ki ste čebelarji, lahko na taki lep način otrokom predstavite vse tisto, kar tudi narava kot taka da. Čebele, njihov ples, njihovo delo, to se pravi, izjemno veliko imamo možnost, tudi sedaj v teh časih, ki so nam nekako malenkost omejili gibanje in svobodo. Jaz vedno rada pravim, sedaj ni čas za razvajanje, čas je za vzgajanje sebe, otrok, družine in imamo ta čas, tudi to dajmo z pridom izkoristiti. In navsezadnje, včasih vemo, da smo utrujeni, da nekako se nas nekaj loteva, pa za nič na svetu se ne bomo vlegli, kot da nas je sram, kot da nas to nekako prebuja, zdi se nam, da smo preleni. Naj povem nikar. Nikoli ne preslišimo telesa, ko nas prosi samo počitka. Imunski sistem, smo videli, je izjemno zapleteno sestavljen, izjemno težko delo opravlja, se vojskuje, kot smo prej rekli, se lahko vojskujemo na vseh frontah, naenkrat ne moremo. Tudi imunski sistem takrat potrebuje počitek, telo ne počiva, da bo imunski sistem imel energijo samo, da opravi z napadalci. To je bistveno in to se zavedajmo, ko nas skuša nekaj položiti v posteljo. Po potrebi seveda se poslužimo zdravil, prehranskih dopolnil in seveda nikoli ne pozabimo na čebelje pridelke. Imejmo doma, lahko jih imamo doma in dajmo jo uporabljati in tudi družino vzgajamo že v to. Navsezadnje, spoštovani zbrani, nikoli ne pozabimo, da pravzaprav imunskega sistema ne moremo samo okrepiti naenkrat, čez noč. Danes smo živeli tako, od jutri naprej pa bomo začeli nekako delovati v tej smeri in bo imunski sistem super. Ne, imunski sistem se ne more prilagoditi čez noč. Rabi čas, rabi, pravim, več zadev, več prijemališč in ni čarobne molekule, ki bi imunski sistem lahko naenkrat povečal. Zato naj povem, da še enkrat poudarjam, imunski sistem je tesno povezan s čustvi, čutenji, hrepenjenji, z našim načinom razmišljanja, zato rada rečem, v življenju vklopimo ne samo našo racionalno naravo, racionalno plat človeka, tudi tisto mehkejšo, čustveno plat vklopimo v naše življenja, da bomo slišali sebe, druge, da se bomo prisluhnili v naših resničnih potrebah. Kajti navsezadnje, tudi pri delovanju imunskega sistema nikoli ne gre brez tistih srčnih not, brez čustev in brez not srca. Spoštovani zbrani, tega smo si danes, verjamem, tudi nekaj podarili, s tem, da smo se povezali, s tem, da ste se prijavili na ta simpozij, da smo na taki novi način zakorakali tudi v osvajanje novih znanj. Verjamem, da tudi po napornem tednu, ne samo v službi, tudi z tem bombardiranjem, kakšni ukrepi se nam bližajo in bomo jih morali izvajati, da pa je bila ne samo ta urica, ki smo jo mi sedaj preživeli skupaj, ampak ves dan, ko bomo preživeli skupaj, tista, ki nas je relaksirala. Kot sem rekla, akcija med tednom, relaksacija čez vikend, spoštovane zbrani, na pravi poti smo. V teh uricah bomo tudi nekoliko pozabili na koronavirus, povezali se bomo, izmenjali izkušnje, znanje in verjamem, prepričana sem, da tudi s tem okrepili našo odpornost. Odpornost, ki smo rekli, da je izjemno povezana z mnogimi stvarmi. Spoštovani zbrani, s tem bi zaključila današnje druženje. Naj povem, da sem izjemno vesela, da ste bili v moji družbi, da ste mi prisluhnili, me spremljali. Zahvaljujem se vam za to pozornost in seveda vas vabim na kakšno predavanje, ko se bomo srečali tudi v živo. Do takrat vas pa lepo pozdravljam. Ostanite zdravi, ostanimo povezani
in vse dobro vam želim. Hvala lepa.